Živjo, džungla, dobrodošli spet na našem kanalu in v novem videu z Ulico Majkom. Z vami sem Sara in danes ljudi po Ljubljani sprašujem o našem okolju. V soboto 22. aprila se v bistvu praznuje Dan Zemlje in mene zanima, ali smo ljudje dovolj ozaveščeni o našem okolju in o tem, da ga varujemo. Tako da, pejmo si pogledati. Ok, no, tukaj sem z Miloš. Marija. in Ajda. Domen. Živijo Domen, moje ime je Sara. Kako si? V redu. Matrano, ampak super. Ok. A veš mogoče, kaj praznujemo 22. aprila? Ne. Je to dan proti okupatorju? Ali kako? Ja, Dan Zemlje. Ti je znano? Ne, ampak bomo zato, ker se noben s tem ne ukvarja, mislim, tako ne pogovarja temu, tako da. A ja, veš kaj je še 22. Resni dan Lenina. Fun fact. Fun fact. Ja. A misliš, da smo tlele v Sloveniji dovolj ozaveščeni o varovanju okolja in o ravnanju z odpadki? Jaz bi rekel, da je kar boljše kot v ostalih deželah na Balkanu. Slovenija je mogoče ena od tako najbolj naprednih držav, glede na to zavarovanje okolja. Ja. Ne vem, jaz bi rekel, da se dovolj pogovarjamo, ampak hkrati bi pa lahko še več naredili na tem. Ena stvar, ki jo jaz vidim osebno, je ta LPP ima zelo to dela in se mi, da je to zelo močna kampanja v Ljubljani. Zdaj, kar se tiče pa za recimo smeti, pa to mislim, da bo zelo težka zdaj v njem idej. Okay. Pa se ti zdi, da dovolj v Sloveniji ločujemo odpadke? Ne. Ne, bi lahko še bolj. Ja. Ja, meni se zdi, da smo dosti bolj kakor v kakšnih bolj južnih državah. Okay. Kaj pa recimo vidve počnesta, da je tako okolju prijazno? Ja, ločujeva odpadke. Kar se tiče oblek, pa to nakupuje take v kakšnih second hand shopih ali pa te zadeve? Večino second hand je. Posameznik sam ne more nič narediti, ker težave so sistematične. Recimo, morali bi se nekako znebiti tega fast fashiona, to je ena od tih prvih zadev, morali bi sploh spremeniti sistem kako se temu reče, iz tla navzgor. Ne more se začeti pri posamezniku. A ste vedeli drugače, da na Zemlji raste več kot 3 bilijone dreves? Od tega jih pa vsak dan posekamo 27.000 samo za izdelavo toaletnega papirja. Meni se to zdi brutalen fakt. Drugi fakt je pa to, da je na Zemlji samo 3% pitne vode, od tega je več kot 2% ledu. Tako da, I'm just mind blown. Zaradi tega, ker Zemlja ne bi bila moder planet vode, in od tega je samo manj kot 1% vode, ki jo lahko spijemo. Zanimiv. Iz kje pa ti prihajaš, če smemo vprašati? Jaz prihajam z Bosne. Kaj bi pa rekel, da so neke največje razlike v tej ekološki ozaveščenosti med ljudmi tukaj pa pri tebi doma? Mene kaj je presenetilo je to, da tukaj vsi reciklirajo. V kakršnemkoli stanovanju, da sem prišel živeti, je bilo, da se vse mora ločiti. V Bosni tega ni sploh. Pa še to, da ljudje so nekako bolj pozorni, kam vržejo svoje smeti. V Bosni je normalno, da greš čez cesto pa vidiš posod bodi si čike, koščke papirja, ovitke od čokoladi ali kakorkoli že. Tukaj pa je tega ful manj. Mislim, poglej sem ta trg. A si že veliko prepotoval po svetu? Ja, recimo ja. Ok, pa se ti zdi, glede na države, kjer si bil, da je Slovenija dosti čista v primerjavi z njimi? Ja, sem Ljubljana, bi rekel, da je zelo v primerjavi z večjimi mesti, tudi zdaj smo tako majhno mesto, tako da če bi šel mogoče, v Francijo, v Španijo, nekam v neko tako veliko mesto, kot je Ljubljana, bi mogoče drugačno mnenje, ampak zaenkrat imam pa zelo dobro mnenje o Ljubljani, kar se čisto tiče tega. Okay. Če nekdo vrže zdaj recimo to kamero, ta telefon, ta mikrofon, karkoli že, načeloma Evropska unija reče, da je to reciklirala. Ampak v bistvu oni to prodajajo v Afriko, kjer nekako legalno gledajoč. Če ti prodaš smeti, si se znebil te obveznosti tega reciklirati. V Afriki sploh ni takih zakonov, oni sem to vržejo. Zdaj, da smo mi neka družba, mi bi vzeli vse te elektronske odpade, pa bi mi to v naši državi vse razstavili, uporabili spet, to bi spet odprlo novih delovnih mest, recimo za ljudi in tako naprej. Če povzamemo, dejansko mi samo prelagamo te probleme na nekoga drugega. Dobesedno, ja.
Na papirju vse izgleda tako lepo, zakonski gledajoč, ampak v resnici je pač ful slabo. Okay. Meni najbolj mind-blown fact je pa to, da tisto veliko pacifiško smetišče je dejansko en vrtinec, ki ga sestavljajo smeti in odpadki. Dejansko to smetišče je 2-krat večje kot celinska Amerika in dejansko vsebuje približno 100 milijonov ton odpadkov. Pač, a si predstavljate, koliko je to veliko? Dejansko se razteza od zahodne obale Severne Amerike do Japonske, pač tako cel tist pas okoli Tihega oceana. Meni je to čist nerealno, ker si sploh ne morem predstavljati, koliko je to veliko. To je čist preveč smeti. A bi mi znali povedati en vaj najljubši kotiček? Sicilija. Glede ozaveščanja ne, zaradi tega, ker tam je to zelo slabo, pa tudi glede živali. Ne skrbijo jih dobro. Je pa zelo lepa narava. Grčija. Jaz, ki grem v Grčijo, grem prvat na manjše otoke, kjer ni veliko ljudi. Pozimi smo bili na Pokljuki, pa nek taki leseni hiški, pa moram reči, da je bilo to en mojih tako najlepših krajev zaenkrat v Sloveniji. Recimo. Kaj pa mi kot družba tule v Sloveniji lahko storimo, v bistvu, da smo še bolj ekološko ozaveščeni? Imate kakšno mnenje, kar se tiče tega? Ne, mogoče bi res mogli kaj bolj v osnovnih šolah sploh, kar še najbolj vpliva na otroka, tudi pol prek razvijanja. Konec koncev pač mladi rabijo veliko organizacij, ne? Mladi, pa ne samo mladi, tudi vsi, se morajo nekako organizirati za boljšo prihodnost. Ne moremo čakati na državo, ne moremo čakati na državne inštitucije, moramo, da naredimo neko paralelno vlast, dvojno vlast, ki bi sem pomagala v realizaciji naših sanj. Ja. Definitivno bi pa lahko več kakšnih programov imeli v šolah, kakšne kampanje in podobne zadeve. Tako da, kar se tiče tega, ja. Ok, ful ti hvala, ker si vzela čas, pa lepo se mej. Ja, hvala tudi tebi, enako. Ok, to je to. Hvala vsem, ki ste sodelovali na tem zelo pomembnem pogovoru o ohranjanju našega čudovitega planeta in te naše lepe narave. Mi se pa gledamo v naslednjem videu, vi pa do takrat ne pozabite nas subscribati, lajkati, komentirati, followati na Instagramu, na TikToku, na YouTubu. To sem že rekla. To je to vsega. Cool.